Živijo, Kali tukaj, tvoja najboljša social media ekspertka, ki ti postreže non-stop z novimi informacijami. Danes govorim o tem, kje jaz vidim največ problemov sodelovanj podjetnikov, podjetij, brandov z influencerji in zakaj veliko kampanj preprosto umre, preprosto se ne zgodijo, preprosto niso uspešne. Koga kriviti? Ali brande ali influencere? Torej, kdo je kriv? Kdo je kriv? Na koga bomo zdaj kazali s prstom? Brandi so krivi, ne influencerji so krivi, ne brandi so krivi. Sigurno so brandi krivi, podjetniki so krivi, ne znajo izbirati influencerjev. Ne, influencerji so krivi zato, ker reklamirajo vse po vrsti. Ok, kje je torej krivec? Na eni strani, ja, so krivi brandi, so krivi podjetja, so kriva podjetja in podjetniki, ki ne znajo izbirati influencerjev za sodelovanje pri svojem brandu in potem seveda krivijo influencerje, da jim niso naredili uspešne akcije. V prvi vrsti pa so sami krivi, ker niso naredili research, ker niso izbrali prave influencerje za svoje kampanje. Se pravi, podjetje in influencer morata biti kot puzle, da je sodelovanje uspešno. In v drugi fazi lahko rečemo, influencerji so krivi zato, ker reklamirajo vsak dan drug brand in niso lojalni in se ne povezujejo z brandi in jih ne reklamirajo z nanosom in vsak dan reklamirajo nekaj drugega in jara. Tako da, takole je. Na eni strani torej je problem, ker se brandi, podjetniki ali pa ljudje, ki skrbijo za marketing, za sodelovanje z influencerji, niso dovolj informirali, niso torej naredili researcha trga, niso naredili researcha, kar se tiče dotičnega influencerja, s katerimi sodelujejo. In zato so potem ta sodelovanja v večji meri lahko, če naredimo dober research, uspešna, na drugi strani pa neuspešna. Ok, kaj jaz sovražim? Kaj mi grejo kocine po konci, naježim se, ko me kličejo podjetniki in brandi, Kali, s kom bi sodelovali, s katerimi influencerji za naš brand? Jaz vedno prvo vprašam, ok, kaj je vaš brand, kaj predstavlja, kakšna je vaša filozofija, kaj je vaša target publika, kdo je vaš potencialni oziroma sledilec, a je to sledilka, je sledilec, koliko je stara, kakšne ima navade, kaj rada dela, kaj rada ima, kaj rada počne, kaj jo zanima. In pa me včasih gledajo kot biko nova vrata, a to vse je pomembno. Ja, kako boste izbrali prave influencerje, ki bodo reklamirali vaš brand, če niti ne veste, kdo so vaši potencialni kupci? A ni tako? Pa jaz zelo nerada uporabljam besedo, da nekaj sovražim, ali pa mi nekaj ni všeč, ampak roko na srce, pač tako je. Tako je, sovražim je dosti res močna beseda, ampak gre mi na živce, a je to boljše. Problem je res, tako malo se šalim, ampak problem je res v tem, da pač podjetniki niso vešči mogoče. Tukaj mogoče priporočam, dajte najeti kako PR agencijo, kako social media agencijo, zato smo mi tukaj, ki se bolj spoznamo na te stvari, če rabite pomoč. Dajte vprašati, saj damo tudi kak brezoblačen nasvet. Ampak vam bom zdaj dala točno en primer, itak jih je bilo ful veliko, ampak to je tipičen primer, ki je totalno brezvezen, ker jaz dobim že prvo vprašanje, na tak način jaz vem, ok, nimate pojma, nimate pojma in vaša akcija ne bo uspešna. Kaj mi torej podjetniki reče? Ok, začnejo takole. Sodelujemo samo z influencerji, ki imajo 10.000 followerjev, zato ker imajo swipe up link. In s tistimi, ki nimajo 10.000 sledilcev, mi ne bomo sodelovali, ker nimajo swipe up linka. God damn it! That is total bullshit. Zdaj, če boste vi sodelovali samo s tistimi, ki imajo 10.000 sledilcev, zato ker imajo swipe up link, ne boste pogledali, kdo je njihov target, ne boste pogledali, a so ti jaz sem lahko jutri, jaz sem lahko zdaj v 5 minutah 10.000 sledilcev, ker jih lahko kupim. Ampak to ni target skupina. Mi sledilce lahko kupimo in lahko imamo swipe up link. In še enkrat, swipe up link lahko imate z enim sledilcem, ne rabite jih 10.000. Da je to prva napaka. Ne lotevaš se sodelovanja z influencerji na takšen način. Zato, ker nekdo, ki ima 10.000 sledilcev, ti ne bo prinesel lahko, ampak ni nujno, da ti bo prinesel ful veliko prodaje, ker ima 10.000 sledilcev. Kakšni pa so njegovi sledilci? A so tvoj target?
Ali lažje sodeluješ z nekom, ki je mikroinfluencer, ali pa nekdo, ki sploh se nima za influencerja in je content creator, tako kot mi, ki imamo dobre communityje, sledilce, ki so res povezani z nami. In ko bomo mi nekaj rekli, da je dober, bo naši sledilci verjeli, ker mi ne prodajamo pač BS, mi za tem stojimo in ne reklamiramo vsak dan nekaj drugega. Tako da, ne sodelovati zgolj samo zato, ker ima nekdo 10 ali pa 15 tisoč sledilcev, okay? Tudi nekdo, ki ima 1000 sledilcev, vam lahko naredi res dobro kampanjo. Veliko boljš vam lahko nekdo, ki ima 1000 sledilcev ali pa 300 sledilcev, naredi kampanjo, kot nekdo, ki jih ima 10 ali pa 15 ali pa 20 tisoč. Zakaj? Zaradi tega, ker najboljši community na Instagramu, na Facebooku mi zgradimo, ko imamo do 300 sledilcev, takrat se z njimi najlažje povežemo. Pa potem do 1000 sledilcev, ker smo z njimi lahko bolj interaktivni. Veliko bolj, pa če jih imamo 15 tisoč. In morate vedeti, da pri 10 tisoč engagement zelo pada. Mi, ko bomo imeli 300, 500 tisoč sledilcev, bomo imeli veliko boljši engagement, kot nekdo, ki jih ima 10krat več. Tako da, podjetniki, vem, da želite, da so vaše akcije uspešne. Tako da, morate samo spremeniti način vašega razmišljanja in ne iskati sodelovanja z influencerji, ki so ali popularni, ali kar imajo veliko sledilcev, ampak jih iščite v nišah, tam, kjer dejansko vi potrebujete neko vašo ciljno stranko, potencialno stranko. In pol boste uspešni, in pol boste imeli dobre akcije, in pol ne boste rekli in ne boste krivili influencerjev, ja, se influencerji so krivi, niso naredili dobro reklamo, preveč stvari imajo, vsak dan nekaj drugega reklamirajo. Ja, zakaj ste pol se odločili delati s takim influencerjem, ki pač živi samo od tega in če hoče preživeti, valjda mora vsak dan nekaj drugega reklamirati, če samo od tega živi. Saj pač je logično, a ni? Takega influencerja tudi ne morete pričakovati, da bo pa zdaj samo za vaš brand delal reklamo, ne pa za konkurenco. Morate potem z njim sklenati neko dolgoročno akcijo, ki ne traja en teden ali pa en mesec, ampak je dolgoročna, in mu reči, ok, ti damo toliko, ampak ne reklamiraj konkurence, kar pomeni, da pol niste eni izmed brandov, ki jih influencerji reklamirajo, ampak ste edini brand na tistem področju. Morate pa jim za to nekaj dati, se pravi, če influencerji, ki se s tem res ukvarjajo in samo s tem, eliminirajo pač vašo konkurenco, seveda pač tudi mogli bi več dati, več plačati, ne? Če pa ne, pa pač lahko on ima čisto vsako pravico, da reklamira, kaj on želi. A ni tako? Tako da, v prvi fazi je pomembno, da torej najdete influencerja, ali pa, kot jaz priporočam, content creatorja, ki bo naredil dobro reklamo za vaš izdelek, za vašo storitev, torej za vaš brand. Da jo bo naredil s srcem. V prvi fazi je zelo pomembno, da vaše storitve ali pa vaše izdelke resnično uporablja in da je zaljubljen v vaš brand. Samo takrat bojo te sinergije, te akcije izjemno uspešne. Ne morete pa pričakovati, če boste nekomu dali izdelek in bo tako malo usput vas reklamiral, da bo pa to zdaj lahko ne vem kako zelo uspešno. Ne? Se pravi, nobenega tukaj jaz nočem kriviti in ne želim kriviti, ne influencerjev, ker pač eni samo tega živijo, jih razumemo, ne? Po drugi strani nočem kriviti podjetij, ampak želim samo reči, da začnite obojni malce drugače razmišljati. Pojte v dolgoročne kampanje, v dolgoročna sodelovanja, ker bodo na tak način bolj uspešna. Podjetje torej ne iskati samo influencerjev, ki so popularni, iščete take, pa tudi lahko je nekdo popularen, pa bo uspešen za vaš brand. Nisem rekla, da ne s takimi sodelovati, ampak najte take, ki bodo za vašo nišo, za vaš brand, ki bodo primerni. Pa dajte jih malo spremljati, kaj oni radi počnejo, kaj delajo, kje so oni s svojimi interesi, kakšne brande imajo dejansko radi. Pa boste videli, a se vi najdete tam noter ali ne. Saj ni tako težko, samo malo researcha naredite. Po drugi strani pa, kot sem rekla, tudi influencerje pač morate razumeti, da s tem se ukvarjajo in da pač imajo tudi oni pravico, da izbirajo in prav je, da izbirajo, s kom bodo sodelovali.
Tako kot je prav, da ima pravico, s kom ne bojo sodelovali. Večkrat mi potožijo brendi, ja, veš, smo pisali zdaj 100 influencerjem, pa sta se nam 2 javila. Ok, kako ste jih pa nagovorili? Na kakšen način? Ker nekateri podjetniki tudi rečejo več akcije. Ne? Influencerji bodo rekli, ja, jaz sem za, da pač sodelujemo na tak in tak način, samo za izdelke. Eni bodo rekli, ne, mi želimo biti plačani. Ne? Vsak influencer ima pač svoj način dela. Zdaj, ko govorim influencerji, pač mislim vse. Influencerji, content creatorje, blogerje, pač za vse ljudi, ki neko super vsebino ustvarjamo na socialnih omrežjih. Ne? Tudi mi, ki smo coachi, smo po eni strani content creatorji in smo influencerji in sodelujemo z brendi. Tako da, ok, overall, torej, dajmo razumeti influencerje, dajmo razumeti podjetnike, dajmo najti neko rdečo skupno nit, background, dajmo narediti obojni research in dajmo najti neke boljše sinergije sodelovanja, ker na tak način bomo vsi skupaj rasli, ne bo nezadovoljstva, ker influencerji se ne želijo, da so brendi nezadovoljni, ne? Po drugi strani brendi pač želijo uspeh, ne? Tako da tukaj mora biti sinergija. Tukaj morate se najti pravi influencer ali pa content creator z pravim brandom, da je ta sinergija in da je akcija uspešna. To je to, dragi moji. In dajte tam iskati, ker drugi ne iščejo. Velike ljudi z vplivom na socialnih omrežjih in ne boste verjeli, koliko dobro znajo akcije delati mikroinfluencerji. Tisti, ki imajo do 5000 sledilcev, do 3000 sledilcev, ali pa v končni fazi definitivno do 10 in ne nad 10 000 sledilcev. Evo, pa uspešne akcije želim. In dajmo najti neke boljše sinergije sodelovanja, ker na tak način bomo vsi skupaj rasli, ne bo nezadovoljstva, ker influencerji se ne želijo, da so brendi nezadovoljni, ne? Po drugi strani brendi pač želijo uspeh, ne? Tako da tukaj mora biti sinergija. Tukaj morate se najti pravi influencer ali pa content creator z pravim brandom, da je ta sinergija in da je akcija uspešna. To je to, dragi moji. In dajte tam iskati, ker drugi ne iščejo. Velike ljudi z vplivom na socialnih omrežjih in ne boste verjeli, koliko dobro znajo akcije delati mikroinfluencerji. Tisti, ki imajo do 5000 sledilcev, do 3000 sledilcev, ali pa v končni fazi definitivno do 10 in ne nad 10 000 sledilcev. Evo, pa uspešne akcije želim.